Živijo, sem Miha Renčel in poslušate Radioaktivno. Opening in Miha Renčel z albuma Collective Keys One. Miha, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno. Ja, živijo, lepo zdrav. Danes bova bolj umirjena, po prvi skladbi sodeč. Prva skladba mogoče niti ni najbolj umirjena. Opening je klele kar, bom rekel, mogoče malo izstopa, no. So druge bolj umirjene, se mi zdi. Bomo pa 1 uro in nekaj poslušali klavirsko glasbo. Ja, je klavirski album, čisto solo klavir, improvizirana glasba, nekaj, kar je meni osebno blizu, nekaj, kar meni osebno omogoča, da lahko del sebe izrazim na tak način, no, prav solo klavirjem, no, to mi je zelo blizu. Seveda ne počnem samo tega, ne, uporabljam tudi druge kolege, inštrumente, liste, da skupaj delamo, ampak to samo klavir je pa en poseben medij, no. Pianist in skladatelj, ali je treba dodati še oznako pevec zraven? To pa prepuščam urednikom, ne. Jaz tudi občasno zaidem v pop glasbo, sem nekaj komadov nastopil tudi na Slovenski popevki kot vokalist, pevec. Kaj pa vem? Ja, tudi pojem, no, oziroma smo bolj tak pripovedni stil, ni tisto tipično petje, a ne, tako da sem mogoče malo zadržan do tega termina pevec, kaj zvem, trubadur. Ampak spoznal se te kot pevca. To pa vem, ja, s povadnim možem, ne. Tako. Ja, ker sem bilo že to leta 2010, mislim, da prvi vtisi so najbolj trdovratni. Ja, pravzaprav je pa v resnici klavir bil veliko prej.
pri meni, ne. Jaz sem začel že kot majhen, kot na klavirju, se pravi vokal in petje in pisanje besedil je prišlo šele v mojih 20-ih ali pa ne, tam, ko sem bil star nekih 25 let. Prej nisem toliko pel, oziroma sem pel, pa se nisem upal posneti ali pa izpostaviti. Sem pa nastopil kot mladi pianist, no, v glasbenih šolah, teh koncertih šolskih, tudi na gimnaziji ali pa tako. Tam sem bil vedno pogumen, no, tudi kot mlad že, ne. Medtem ko kot vokalist pa še zdaj nisem toliko pogumen. Kot četrta oznaka pa bi ti kar bila primerna še improvizator. Ja, na klavirju definitivno. Tudi meni se zdi, da to je moja metoda skladanja, ne, improvizacija. V improvizaciji mi uspe odklopiti ta miselni del in se priklopiti na, ko bi rekel, nek notranji vir ali pa source v angleščini, iz katerega se mi zdi vsak skladatelj črpa in ga rabi, ne. In zdaj se mi zdi, da starejši kot smo, tudi težje se priklapljamo na ta vir, ne vem, zakaj je tako. Je pa definitivno improvizacija zame neka metoda, kako priti v stik s tem virom in tukaj pa črpati originalne stvari, ne. Tako nekako. Tako da ja, definitivno improvizacija. Ta pogovor sva pričela s tvojo prvo skladbo, ki ima cel ta naslov Eclipse in ima potem 6 podstavkov. Tako. To je ena od improvizacij iz serije Collective Key, sem jo imenoval celo serijo oziroma projekt. Ta improvizacija ima 6 poddelov. Eclipse po slovensko mrk, ki je razdeljeno na 6 faz, no, recimo, ali pa tako kot je mrk, ne, tudi čisto v realnosti ima faze, poznamo faze, ne, in sem na nek način tukaj videl neko primerjavo, no, med to glasbo in prav mrkom v naravi, no. Jaz dostikrat prav ta klavir mi povzroča neke občutke divjine, odpelje me prav v te občutke narave, no, ki to zelo zdaj težko o tem govorim, ker to čisto na neki ravni, kako bi rekel, doživljajski, ne. Se pravi, meni je podoben, ko igram klavir, kot da bi bil nekje v neki divjini ali pa da bi gledal neko čudovito čisto jezero ali pa mrk, ne. Tako nekako, ne. In ker je ta improvizacija v bistvu dolga nekih 16 minut, ali koliko je 15 do 16, sem se odločil, da razdelim na krajše pomenljive dele, ki bi lahko mogoče poslušalcu še majčkeno spodbudila domišljijo, a ne, ali pa doživljanje. Sedaj bova slišala v celoti še tisti del, ko dejansko pride do totalnega mrka. Tako je, ne, 5. faza je naslov Totality, oziroma v slovenščini popolnost, mislim, da se reče. Ja, tukaj je popolnost, čista tema, ne, tako nekako doživljam jaz.
Miha Renčel z mano voda je radioaktivna. Pri 7 si stopil na glasbeno pot. Klavir te je že takrat zasvojil? Zasvojil, ne vem, kdaj me točno je, definitivno. Sem pa odraščal v okolju, kjer je bilo to zaželeno in spodbujeno, no, v družini moji. Noben sicer ni bil profesionalen glasbenik, oče zdravnik, mama je podjetnica, ampak recimo babica je bila zelo, tudi ona mi je pokojna, že letos umrla, ona mi je kupila prvi pianino. Ona je zelo veliko, se mi zdi, pripomogla k temu, da sem se za to, v bistvu, to smer začel sploh razvijati, no. Ona sicer harmoniko igrala pa tako, ampak sem čutil njeno podporo definitivno najbolj od vseh. In sem jih hvaležen za to. Kdaj me je pa zasvojilo, bi pa rekel, da nekje v srednji šoli, ko sem šel skozi to krizo adolescence, ali kako se reče, puberteta ali pa. In mi je glasba postala en zelo velik prijatelj, ne? In uteha ali pa mogoče tudi beg pred soočenjem z nekimi realnimi ali pa problemi, ki sem jih takrat videl kot probleme, in sem bežal definitivno, ne, v zvočni svet, v glasbo in začel sestavljati akorde, kot bi sestavljal Lego kocke, ne. To se mi zdi tisti bistven preskok, ko začneš razmišljati kot skladatelj, no, ne, tako nekako, ko sestavljaš nekaj, kar misliš, to pa ni več Chopin ali nekaj, kar sem prebral na nekih notah, ne, to sem pa jaz, ne. Potem si se tudi iz klavirja glasbeno izobrazil? Jaz sem hodil v glasbeno šolo, mislim, 9 ali 10 let, zdaj pa se čisto ne spomnim več, no. Ampak definitivno, ja, sem šel čez ta program nižje glasbene, pa potem še nadaljeval na nižji program srednje, ja, ne. Nisem šel pa na akademijo. Ne, višja stopnja ti torej manjka? Ja, definitivno mi manjka na papirju, ja. Na papirju, ja. Ampak dostikrat mi rečejo, tako, ko mi slišal na kakšni zabavi, zdaj se malo hvalim, ampak to je resnico, govorim, da so presenečeni, no, ko me vsi vprašajo, a ti nisi študiral, ne. Tako da ne vem, pač ljudje tudi saj ne vejo, kaj pomeni, kaj se na faksu učiš, pa kaj se ampak to so neki laični, bolj enake pripombe, no. Mogoče bi bil takrat bolj ukalupljen, če bi študiral. No, saj točno to je bila moj razlog, da nisem šel na faks, na akademijo, ker sem po 10 letih šolanja na nižji na nižji s programom srednje nekako bil sit kalupov in pravil in vseh teh, kako mora biti prav, ne. Ker ni tega, ne. Ko začneš v bistvu skladati, v resnici je pa lih obratno, ne. Ti nekako se moraš ven prideti iz teh kalupov in se osvoboditi in se priklopiti na ta notranji ver, o katerem sem prej govoril, v bistvu s katerim same note nimajo kaj dosti skupnega, ne. Tudi, da nam zdaj koga užalil, ne bom nobenih imen govoril, ampak recimo med akademiki, glasbeniki je veliko takih, ki recimo jih povabiš, da bi kaj posnel, pa želijo vsi imeti note, ne. Se pravi, dej, nimajo pa tega daru, da bi se priklopili na ta ver, ne, s katerim skozi govorim in začeli po svoje delati, pač nekaj svojega, ne. Biti skladatelj ali pa biti poustvarjalec, oziroma biti ustvarjalec pa biti poustvarjalec ni isto, ne. Nadaljujeva glasbeno, preselila se bova k tvoji drugi skladbi. Prvi stavek bova najprej slišala v celote. Spring Awakening je mogoče improvizacija, ki se meni zdi najbolj na nek način najbolj sprejeta od poslušalcev, ne. Taka njena narava je zelo ne vem, mogoče prijetna za ljudi, kaj zvem. Zato sem jo tudi izpostavil. Gre za Spring Awakening, pomeni prebujajoča se pomlad in tudi tlele je razdeljena čisto faze, a ne, spet govorimo o naravi, se pravi 4 faze: Innocence, Revolution, Spring Fever in On the Doorstep of Summer, ne. Se pravi Innocence, nedolžnost, čist prva pomlad, ko pride v deželo, ne, ki je mogoče še pred zvončkom, ki jo sam... Kako me trka na vrata. Ja, ko jo samo zavohaš, ne, tisto, ne. Se pravi, pol druga faza je revolucija, ko se pa začne to poganjati, ne, ko vidimo spremembe v naravi že, ne. Spring Fever je tretja faza, se pravi vročica, tukaj ponori, ne, tukaj narava ponori, no, medtem ko pa v zadnji fazi, se pravi On the Doorstep of Summer, pa se že čuti ležernost, ki se približuje pomlad, ki je pa že v bistvu vroče in se že v bistvu ta norija majčkeno zastane, ne, tako nekako.
Živijo, sem Miha Renčel in poslušate Radioaktivno. Miha Renčel z mano oddaja Radioaktivno, Collective Keys je album, ki ga danes vrtiva. Miha, pričakoval bi tvoj pop album, dobil pa sem klavirskega. Ja. Po prvih skladbah, ki si jih lansiral na Radijske valove, te so bile vokalne. Drži. Ja, vse o tem so že nekaj povedala. Bi lahko rekli, da je potem to album klasike? Jaz sem definitivno počaščen, če kdo reče, da je to klasika. Ne? Mogoče zato, ker sem bil vzgajan v okolju, kjer je klasična glasba nekaj pomenila. No. Je pa res, da klasičen koncept ponavadi
ponavadi ne predvideva improvizacije. Ne. Jaz ne vem, če nisem bil še na koncertu, kjer bi bilo napisano, da poslušamo klasično glasbo, ljudje bi pa improvizirani. Ponavadi gre za jazz. Ne. Je pa res, da tudi to jazz ni, ne. Čist, bom rekel, po harmonični strukturi in občutku ni to jazz, je bliže klasiki. Ne. Tako da v bistvu jaz imam ta album za nek hibrid. Ne. Hibrid med klasiko in jazzom, se pravi, ni ne eno, ne drugo, pa hkrati oboje, oziroma ima prvine tega in prvine tega. Ne. Se pravi, jaz improviziram znotraj harmoničnih struktur, ki jih najbolj poznam, ki so pa klasične, ne. Niso jazzerske. Ne. Meni je bil recimo velik navdih Keith Jarrett, ne. On je recimo počel take, on je bil sicer tudi velik ljubitelj jazza, mislim, in izvajalec jazza, ampak je pa na trenutke ni vedno zvenel kot jazzer. Ne. Recimo njegov kelnski koncert je recimo ena taka lepa meditacija, ker ni tipično jazzerska, ne. Ima neke klasične prvine. Jaz sem to kot otrok zelo veliko poslušal in mislim, da je mogoče on glih s tem albumom, no, mislim, da to vpliva name, da sem se začel razvijati v to smer, ne. Mogoče on najbolj, no. Kako to, da si začel improvizirati in rekel, da bom pa to spravil še v neko CD obliko, oziroma neko albumsko obliko? Ja, šlo je za to, da sem jaz naredil 50 teh improvizacij prek moje Facebook strani v letu 2007, se pravi nekje od februarja proti koncu do septembra, pol leta intenzivno to počel in potem se je nabral tega materiala kar precej za 12 ur in jaz sem tudi precej časa in energije vložil v to, ne, to sem jaz imel vsako sredo, to je bilo kot oddaja, ne, samo da je bila na Facebooku in vsako sredo 9:30 sem naredil napovednik, ne, tako da so ljudje se že vračali, ne, ker če imaš ti en ritem, to je isto kot na radiju ali pa na televiziji, če imaš ti nek ritem, periodo, ko se konstantno ponavlja, se ljudje na to navadijo, sreda, ne, prejšnjo sredo grem pogledat, če je mogoče že, ne. In na ta način sem potem na teh Facebook, kako bi rekel, streamingih, ne, pridobil neke redne sledilce, ne, in moraš še povedati klele, da so vsi te naslovi, tudi o katerih sva že govorila, jaz sem prosil ljudi, da oni sugerirajo naslove, ne, z nekimi asociacijami, čist prostimi, se pravi, jaz, ko sem se usedel, jaz nisem vedel, kaj bo ratal, neki pač bo ratal, ne, ni vedno ratal ful dober, ampak, ne, včasih je pa ratal neki fajn, v glavnem, ljudje so dali svoje, so mi napisali svoje doživljanja, sem jih prosil v parih besedah, ne, v besednih zvezah, tako. In potem se mi je po nekih 4 dneh nabral teh naslovov, ne, malo sem še podbudil ko se reče, Facebook boosting, ne, da se je še teh naslovov majčkeno več nabral in potem sem izbral najprimernejšega, ne, po nekem svojem ključu, ne. Tako da tudi vsi te naslovi, to so vse ljudje, ne. Jaz sem potem seveda razdelil na poddele, to sem jaz, ampak recimo te glavne naslove, ne, improvizacijo v celoti, recimo Spring Awakening je predlagala ena Doris, ne. Točno vem, ne, kdaj in kje. Bova sedaj še dala nekaj prostora glasbe, ostajava pri Spring Awakening, pa dajva še Spring Fever. Dobro.
Miha, si imel veliko dela, da si vse skupaj potem te celotne improvizacije razdelil na te stavke. Ker ti si imel to eno skladbo in je potem treba razdeliti kot res skladatelj. Drži, če sem imel veliko dela, pa mislim, da ja, ne. Mogoče, čeprav po svojem mi je bil to navdih. Ne. Hiter sem prepoznal, oziroma prvo sem mogel izmed 50 improvizacij izbrati tiste, ki bodo na albumu. Ne. Tukaj, da še odgovarjam na prejšnje vprašanje, zakaj sploh album. Zato, ker sem hotel iz vsega tega truda oziroma energije in 12 ur materijala nekaj narediti. Zakaj pa ne? Koncu so se mi zdele ene stvari zelo dobre. Ne. Se pravi, najprej bilo treba 12 ur glasbe nekako preposlušati ali pa oceniti, zdaj, kaj je tukaj uporabno, kaj pa ni. Ne. Tako da, že to je bil kar precejšen zalogaj, mogoče celo večji, kakor delitev. Ne. Potem sem pa razmišljal, kako bi zdaj ljudem lahko to najbolj približal, ne, in se mi zdi, lahko recimo obstaja dva tipa poslušalca, no, ali pa dva tipa poslušanja glasbe. Eden je aktiven princip, drugi je pasiven princip. Ne. Zdaj, pasiven princip je lahko zagotovljen s tako glasbo. Se pravi, nekdo ima to v avtu ali pa medtem ko kuha, posluša ali pa sesa, še boljš, da bolj na glas, da ne sliši sesalca. V glavnem, no, hotel sem reči, ni mu treba biti aktivno zraven z mislimi. Ne. Lahko enostavno uživa ali pa riše ali pa ne vem, neki. Ne. Medtem, ko pa pri aktivnem principu, ne, je pa klasika. Ne. Pri klasiki, če greš na koncert klasične glasbe, se mi zdi, no, je fajn, če aktivno poslušaš, kaj pa zdaj, ne vem, kaj igra oboa, kaj igrajo čela, ne, na tak način. Ne. In se mi zdi, jaz sem hotel mogoče tudi ta tip poslušalstva mogoče malo nagovoriti s tem, da mogoče razdelim na te neke pomenljive dele, a ne, da pol ljudje še mačkan bolj z glavo zraven, ne samo z občutki. Ne. Ampak to je čist stvar, bom rekel, poslušalca, kako bo pristopil k tej zadevi, ne. Kakor njemu paše v končni fazi. No, ampak jaz ponujam obe opciji. Ne. Kako aktivni so bili poslušalci pri tem? Ali bolj pasivni? Zdaj misliš direkt med streamom? Ja. Ja, to se vidi po predlogih za naslov, ne. To se da pogledati v zgodovino, je še vedno vse gor. Seveda ne v taki zvočni kvaliteti, kot je na CD-ju, ne. Ampak še vedno vse gor in vsi komentarji ljudi in predlogov so gor, ne. Se pravi, jaz sem recimo mogel izbirati tam med 10 in 20 predlogi, ne, ponavadi. Kar ni v končni fazi nakazuje na neko aktivnost, a ne. In včasih mi ni bilo prav lahko, zato ker sem mogel jih večino zavrniti. Se pravi, samo enega lahko zbereš, ne. In težko zdaj, bom rekel, neki malo tega pa malo dunga, ne. Definitivno enega samo, ne. Oziroma tistega, ki sem pač mislil, da se nekako najbolj približa sami vsebini, a ne. Tega, kar sem pač igral tisti dan. Še zadnji stavek pomladnega prebujanja bo sedaj zavrtela v celoti. On the doorstep of summer, ok, super.
Miha Renčel z mano oddaje Radioaktivno, kolektiv Keys 1 se da tudi predstavljava. Dejal si, da si vse skupaj prenašal preko Facebooka, vemo, kakšna je to potem kakovost, kako pa si prišel potem do kakovosti, ki je primerna za CD izdajo? Ja, tukaj je zadnja tehnologija, ne, ki je glasbeniki, tisti, ki se ukvarjajo z glasbeno produkcijo, bojo vedeli, kaj je MIDI zapis. Ne. Mogoče širše poslušalstvo ne ve, kaj pa jaz vem. V glavnem, jaz sem za to uporabljal sampler, se pravi MIDI keyboard sampler in direkt pelil v ta, se reče, umestnik med samplerjem in Facebookom, no, OBS, mislim, da je za streaming software, ne, prek digitalnih kablov. Potem hkrati sem pa tudi čisto posebej snemal MIDI zapis, ne? In to mi omogoča, da jaz lahko ta MIDI zapis še enkrat naredim, ne? In naredim nov eksport brez kompresije, ki se dogaja na Facebooku. Ne? Na Facebooku tudi recimo posledica, saj jaz sem tako opazil, da prije do mono, ne? Kar je za klavir zelo velika izguba, ki je nekako tradicionalno sneman v stereotehniki, se pravi z dvemi mikrofoni, da dobiš lepo panoramo, ne? Na left pa right, in to je za klavir super. Facebook pa ti v bistvu to naredi mono, no. Tako da mogoče nisem zbral najboljšega medija, ampak sem vseeno v tehnološkem smislu bi mogoče bilo bolj, če bi streamal prek YouTubea, ampak ker tam pa ne naredi mono, tam pa je stereo, ne, vsaj zdaj tako. Ampak vseeno se mi je zdelo, da imam pač poslušalcev več tam, ne, zato sem zbral Facebook. Si potem dobil kakovost, ki si jo želel na koncu? Ja, seveda. Ja, bistveno je, da ljudje imajo predsodke, recimo pred samplerji, pred midijem, ne, pravi, to ni pravi klavir, to je posneti klavir, ne? Ampak to ni bistveno pri vsem skupaj. Bistveno je to, da ti izražaš prek tega nekaj, ne? In če ti uporabljaš to kot izraz sebe, je to čist zame enako vredno kot karkoli drugega, ne? Tako, ne vem, klavir, ne? Definitivno sem dobil to kakovost, ki sem si jo želel. Bistveno mi je, da je v tem zvočnem posnetku prisoten izraz, ki je bil mišljen med samim igranjem, in da ni prisotna kompresija, ne. To sta mi bila cilja in ta dva cilja sta uresničena. Seliva se na tretjo skladbo, tukaj bova zavrtela drugi stavek, Ocean Floor. Se pravi, to je drugi stavek improvizacije z naslovom Pearls on the Ocean Floor, se pravi biseri na dnu oceana. Spet smo v naravi, spet smo v vodi. Tukaj je 3 stavki so, prvi je naslov potop oziroma sinking, drugi je Ocean Floor, se pravi, ko dosežeš dno in tam najdeš školjke in noter bisere, ne? In tretji je pol vrnitev nazaj, se pravi return. Ja, tako nekako. Mi je fajn, no, ta drugi del, ti biserčki.
Živijo, sem Miha Renčel in poslušate Radioaktivno. Miha Renčel z albumom Collective Keys 1, z mano vodaje Radioaktivno, 17 skladb, tako pod narekovajem, če rečem, je na albumu. Dejal si mi, da je tista peta po vrsti enaka druge, ampak da je delana na drugačen način. Tukaj je v bistvu 17 po vrsti, ja. Na digitalni izdaji mogoče moram še povedati, da niso razrezane. To app, se pravi iTunes in so to zdaj v bistvu delam tudi digitalno distribucijo in jih ne bom razrezal in bom dal kar v celoti. Je pa ja, ta, se pravi 17 na CD-ju, je še enkrat posneta Spring Awakening, ampak v drugi tehniki. Se pravi, tukaj pa ni sampler, ampak je klavirski robot, ki se mu reče disk klavir, proizvajalec je Yamaha. To je neka taka moderna verzija pianole, če se mogoče kdo ve, kaj je pianola. Pianolo so že, mislim, da že v 19. stoletju razvili, je bil klavir, ki je v bistvu sam igral, ki je bil kot neka lajna, lajna sama igra, in tukaj so pa naredili pianolo, ki je tudi bral nek zapis in ta zapis je povzročil prek nekega mehanizma, da so se ta kladivca sprožala, Medtem, pa disk klavir je pa moderna različica tega, ki pa bere MIDI, ki ima noter tudi tak mehanizem, seveda povezan z računalnikom. In seveda, ker sem jaz imel MIDI zapis teh komadov, sem prišel na idejo, zakaj pa ne bi probal, kako pa bi to zvenelo, če bi dejansko to odigral pravi klavir, ne sampler v smislu. A bi bilo to kaj boljš, a bi bilo to kaj slabš, ne vem, To je čisto stvar okusa, Tudi recimo, jaz sem naredil eno anketo, na Facebooku sem vprašal ljudi, kjer vam je v smislu bolj všeč, A ali B. Oni niso vedeli, kjer je kjer. Tako da sem naredil en tak research, zanimalo me je, kakšen je trend, kakšni so okusi, Veliko je predsodkov tudi tukaj. Glavno moram povedati, da nekako večina ljudi so bili bolj za A, se pravi za sampler. Medtem, ja, disk klavir je pa bolj bil za sladokusce, se mi zdi, oziroma tiste, ki mogoče tudi se ukvarjajo profesionalno z glasbo, pa majčkeno bolj poznajo zvok, pa ali kvote, pa tako naprej, pa cenijo to. Ker se mi zdi, da trend recimo je tak, da ljudje hočejo vse spucan, čisto frekvenčno, vse čim bolj spucan. Nekomu, ki se pa ukvarja profesionalno, je pa mogoče lih všeč, da ni toliko vse perfekt, ampak da je bolj bogato. Ljudje želijo imeti vse sterilno. Ja, taki so trendi očitno, Pač ta civilizacija je tako usmerjena trenutno. Medtem, se pravi, disk klavir, čeprav je robot, je še vedno to na nek način pot nazaj, v smislu nazaj k analognem, Ker to so pa direkt strune, fuzija zvoka se pa tukaj zgodi znotraj klavirja, Čeprav je robot sproža te kladivca, tukaj v bistvu se fuzija zgodi znotraj klavirja z resonantno ploščo in z mikrofoni smo potem tudi to posneli. Medtem, pa pri samplerju imaš pa ti posnet zvok, vsako tipko posebej posneto, In potem ti z MIDI klaviaturo to samo sprožiš, Malo tehnologije. Miha, imaš potem za vse te skladbe tudi notne zapise? Ja, skoraj. Recimo za Spring Awakening sem spisal celo že. Problem je, ali pa kaj zvem, tukaj je problem lahko lenoba, ker to niso prav kratke stvari, Se pravi, to ni 3-minutni komad, ampak je 15-minutni komad. Se pravi, to je približno 400 taktov. Zdaj, če imaš disciplino, jaz lahko to spišem recimo v enem tednu, s tem, da delam kar konkretno, nekih 10 ur na dan, recimo. Največji problem je v tem, ker to pač ni snemano na metronom, je pač tempo je prosti, čist po intuiciji in potem moraš to spraviti v nek zapis. Seveda imaš notacijske programe, software, recimo jaz uporabljam Sibelius, ki ti veliko pomaga in ti prihrani lahko veliko časa, če ga znaš uporabljati. Ampak vseeno, kljub temu je to veliko dela, da se to vse uredi tako, kot mora biti. Se pravi, enega sem uredil, ga bom tudi poslal na Sazas. Tako da ostali pa imam osnutke tega notnega zapisa, delam na njih, ampak
bom pa še nekaj se treba pomatrati. Definitivno je pa to motivacija, da se to naredi, zato ker če to imam, lahko mogoče to tudi poustvaram, ne. Kar je spet en drug princip, ne, to ni pol več improvizacija. To je pol tako, kot da bi igral pač na glasbeni šoli Chopina, ne. Tako mora biti, zato ker je on tako mislil in napisal, ne. Zdaj, v tem primeru sem to jaz, ne, ampak se to nima veze kdo, ampak ni več ta princip, no. Seliva se še k 4. skladbi. Prvo poglavje bova najprej zavrtela. The Alley of Infinite Stories, ja, drevored neskončnih zgodb, to je pa edina skladba, ki pa, kaj zvem, ni to zdaj neka narava, ne, ali pa nekaj konkretnega iz narave, ampak je ta naslov zelo odprt, pa ko bi rekel temu, tak, domišljiv si fantazijski, ne. Prvo poglavje, drugo poglavje, tretje poglavje, nič kaj dosti ne pove, gre se za neke zgodbe, jaz sem si predstavljal starinske knjige, a veš, Harry Potter, neki. Tako da, tle v bistvu so 3 deli, ampak prepuščam, jaz sem prepoznal neke zgodbe noter, ampak je pa zelo odprtno, odvisno od poslušalca, mislim, da se najde tudi del poslušalstva, ki ima rado, da si čisto po svoje razlaga kakšne stvari, no, ali pa doživlja, ne da sugeriraš zdaj naslov, ne.
Miha, vse skupaj si zapakiral na zgoščenko, tudi zelo lično jo opremil. Že z naslovnico vidim, da si želel marsikaj povedati. Ja, v bistvu naslovnico je sicer naredil moj prijatelj Blaž, ki dela za podjetje Idea.si. To je bila v bistvu čisto njegova zasnova, grafična, ampak mi je bila všeč, no, sem jo sprejel. Še posebej zato, ker je estetska, ampak ne pove kaj dosti, mogoče na nek način abstraktna, vidim neke, kaj bi to lahko bilo, ne? Jaz vidim, kemična reakcija. Kot da se stvar razvija. Ja, v bistvu mišljeno je, modularno je zastavljen, tako da tudi če bo kdaj drugi album pa tretji, ne, bo ista naslovnica, samo da bo v drugi barvi, pa gor bo pač rimska 2 ali 3, ne. Ampak všeč mi je, no, ker tako mogoče spominja tudi na neko kemično reakcijo, pa čist ne veš točno, kaj je, malo je tako, ne, skrivnostno. Definitivno čista, a ne, to nekaj, kar jaz vidim v tej glasbi, in tudi neki vitamini, neke reakcije, neki skrivnostnega, ampak nekaj, kar mogoče zdravi, no, ne. Kako priti do tvojega izdelka? Zdaj, eno je CD, drugo je digitalna izdaja in v trgovina IKA v Ljubljani ima ekskluzivno, se pravi, prodajo CD-jev. Tam lahko pa tudi dobite digitalno kodo, lahko jo tudi prek spleta naročite, se pravi trgovina IKA. Imam pa digitalno tudi na Bandcampu zaenkrat, pa mislim, da bo šlo zdaj, ko delam še to digitalno distribucijo, da bo tudi na vseh teh velikih digitalnih trgovinah sveta, no, kot so iTunes, Spotify, Tidal, oziroma streaming servisi so to, ne, in trgovine, no. Ampak v glavnem, če hočete pa CD, pa lahko samo v trgovini IKA, lahko tudi prek spleta pošljajo, so zelo žurne punce. Ali potem dele, oziroma celoten izdelek Kolektiv Keys zaigraš tudi v živo, na kakšnem nastopu? Ali se kak stavek? Ja, najprej bom mogel noce pisati za to, ne, to sem že povedal. Ker je improvizacija lahko moče malo po spominu zaigraš. Ja, kakšen del ziher, ne. Ampak ne pa čistko, ker to sem ugotovil, da ne morem brez not isto zaigrati. Ne morem, ne. Ni možno, ne vem. Enostavno zato, ker si takrat si v tem in si čist noter in brez not ne gre, no. Tako da note so v bistvu zgodovinsko se razvile glih s tem namenom, ne, da nudijo poustvarjalcem možnost poustvarjanja, ne. In če je en skladatelj hotel točno tako, ne, je pač napisal note in je pač točno tako, ne. In nimaš tukaj ti kaj dosti prostora več, ne. Pač mora biti tako, ne. Lahko mogoče greš kakšen del bolj forte ali pa bolj piano, ne, čutiš po svoje, še vedno imaš nekaj prostora za interpretacijo, ampak kar se tiče samih not, je tako kot je, ne. Medtem pa mogoče za ta projekt bi bilo bolj smiselno, da poustvaram eno, pa naredim 2 nove, ne. A veš, to se mi zdi nek logičen naslednji korak, da mogoče začne improvizirati tudi na kakšnem odru, ne, kaj vem, ne, pred občinstvom, in potem oni tudi po nastopu napišejo, ne, na listke ali pa direkt po mojem boš prek interneta, ne, a veš, da je direkt, da je pregledno, da vsi vidijo, ne, tako, tehnologija, ne. K drugemu stavku bova sedaj šla 4. skladbe. Se pravi, chapter 2.
Miha, za konec tega pogovora, sedaj sva govorila o tvoji klavirski glasbi, sklenila bova še s tistim popularnim delom. Nekaj pop skladb imaš, zadnji bil Hollywood letos junija, če se prav spomnim. Ja. Kako tvoja pop scena oziroma pot naprej? Ja, pa se tudi ta pop scena je zanimiva, ne. Meni sicer, meni se zdi, da mi ne leži toliko pisati besedila, no, oziroma ali se pa prelen za to. Definitivno mi gre toliko časa za pisati besedilo, a ne, da bo pomagal, no. Sem pa mogoče tudi zaradi tega se lotil nekaj, kar hitreje naredim, ne. Definitivno pa jaz mislim, da še bom tudi še kaj naredil, ne, v tem smislu, kakšen komad nekih imam v paci, ko se reče, ja. Pa tudi mogoče za kakšnega drugega pevca, ker imam kar nekaj komadov, no, ki mogoče tudi niso vsi za moj glas, se mi zdi, no, ne. Kakšni so mogoče še bolj pop narave, pa jaz jih to še projski, jih nisem, ne. Ampak določen žanr pa lahko, ne, veš, tak bolj, kako bi rekel temu, trubadurski, no. Se poznaš pa Vodnega moža, ne, vsega. Poznam tudi Ljubljano, po mojem starem klubu. Ja, ta je bil pa na Popevki, ja. To so vse taki šansonski, a ne, na nek način, ne, in pri šansonu je poudarek na liriki. Prav to je tudi stvar okusa, eni so pa všeč taki vokali, malo bolj temni, recimo, ne. Prav to, kaj zvem, odvisno, ne. Imaš, ne vem, pevce kot so Leonard Cohen, Tom Waits, Nick Cave, ne, to niso tipični pop pevci, ampak privlačijo mase, ne. Tako da, stvar okusa. Še vedno igraš v kavarni? Ne, v kavarni Union sem igral letos pomladi, pa tam nekje do konca poletja. Potem pa, mislim, da se je zamenjalo vodstvo. Mi smo imeli neko tako idejo, da bi obudili malo to kulturo 80-ih, ne, ki je bila prisotna v kavarni Union. Tam se je zelo veliko dogajalo, no, v Ljubljani. Mogoče tudi zato, ker je bil edini lokal, ki je bil odprt do 2, ne, in potem so šli žurati, ker niso imeli kamor drugam za iti žurati. Ampak bila je prisotna ta neka tudi glasbena scena, koncertna in džemali so in tako pač, ne, glasbeniki in se je tam dogajali. In cilj je bil, da se mogoče to malo obudi, a ne. Čeprav pol nekega blaznega odziva po pravici med ljudmi ni bilo ali pa promocije niso ustrezno naredili, ne. Zato ni bil zdaj moja naloga, ne. Danes sva predstavila kolektiv Kiss z rimsko številka 1. Ali to namiguje tudi na dvojko, kot si dal trojko? Definitivno, ne. Jaz, kot sem že rekel, sem naredil 50 improvizacij in tudi smisel tega CD-ja je, da mogoče na nek način monetiziram cel projekt, ne. Da vsaj neki za ta trud vsaj nekaj zaslužim, čeprav ni to v osnovi namen, ne. Ampak je pa tudi res, da projekt ne vzdrži, če ne dobiš nazaj, ne, v tem smislu. Tako da, če bom videl v tem smislu, definitivno, ne, ker tudi zelo rad počnem, ne. Boš potem tudi nadaljeval s temi improvizacijami preko Facebooka? Se to pravim, ja. Da če bom videl, da si ljudje želijo tega več, ali pa ne vem, kako bi rekel, splošna populacija, da je to zaželeno, da se to potrebuje, pol ja, če ne pa verjetno ne, no. Ampak je odvisno malo od tega, ne. Ker jaz sem naredil precej tega, nekih 50, ne, in to ni mačji kašelj, ne. Grej 12 ur. Mislim, tako, po delčkih, ne. Kako to zveni, pa lahko poslušalci vidijo tudi na tvojem Facebook profilu? Seveda, pod video greš, ne, Miha Renčel Music je naslov Facebook profila, pod menijem videos in imaš vse, v bistvu videe in live videe in ostale videe, ampak mačkrat treba poskrolati dol in prideš do vseh teh vsebin, no, in tudi do teh 4 improvizacij, ki so tule gor, a ne. Se jih da tudi tam poslušati, ampak se pravi, kompresija, a ne, pa slabši posnetek, ja. Je pa slika, to je pa res. Je pa slika, to je mogoče bilo komu zanimivo, kaj zvem, ker se bo mogoče navadil poslušati ta CD, pa mu bo pol mogoče zanimivo, kako je pa to v živo izgledalo, a ne. Kaj zvem, kdo, ki mogoče klavir igra, pa kaj take stvari zanimajo, ne. Poslovila se bova s 3. poglavjem 4. skladbe. Ja, se pravi chapter 3. Okay. Spuščava ga tudi v eter. Miha, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala lepo, Boštjan. Sem zelo vesel, sem počaščen, se zahvaljujem za tvoje povabilo, bilo užitkov poslušanja. Malenkost, pa nisi bil na Arsu? Ne še.
Živijo, sem Miha Renčel in poslušate Radioaktivno.